Nogometaši Domžal so soboto izkoristili za dve pripravljalni tekmi. Prva je bila odigrana na igrišču z umetno travo v Dekanih. Trener Simon Rožman je sestavil zanimivo enajsterico, v kateri so bili 4 člani mladinske ekipe Domžal, ki so jim na igrišču poveljevali 3 najizkušenejši člani ekipe, kapetan Luka Žinko, Alvaro Brači in novinec Ivan Firer. Tekmo so sredine igrišča začeli domačini, ki nastopajo v 3. ligi Zahod. Prva priložnost v 5. minuti za Domžalčane, do žoge je prišel Senad Jarović, nadaljeval je Firer, odbil je vratar Počkaj, ali do Senada Jarovića, ki je popeljal Domžalčane v vodstvo z 1-0. Torej napadalec mladinske ekipe Domžal je prvi načel mrežo domačinov. 10. minuta, priložnost tudi za Dekane. Peroša je odlično podal za Ščulca, ta je prišel vse do vrat Domžal, poizkušal strelom v dolgi kot, toda meril mimo gola Ajdina Mulaliča. 12. minuta, Veljko Batrović v sredino, do strela je prišel Firer, meril je nekoliko previsoko. Minuto pozneje v napadu Alvaro Brači podal je do Matjašiča, ta je poslal predložek, Počka je odbil do Batrovića, ta je streljal, domača obramba pa je odbila v kot. 26. minuta, boril se je Jarović, na koncu žoga za Huča, ki je podal nemudoma na levo do Firerja, ta je uspešno preigraval, poslal predložek, do strela z glavo je prišel Jarović, ki je meril mimo desne vratnice. Po pol ure igre, napaka Domžalčanov na svoji polovici, nadaljeval je Ščulac, našel je Ramiča, ta pa je z izjemnim strelom zadel zgornji levi kot povsem nemočnega vratarja Mulaliča in izid izenačil na 1-1. 33. minuta, v napadu Jure Matjašič, povratna žoga do Bračija, predložek na drugo vratnico, strel z voleja Batrovića, izkazal pa se je vratar Anže Počkaj. Prvi polčas se je tako končal z neodločenim izidom 1-1. Prva zamenjava v ekipi Domžal pa se je zgodila že v 41. minuti, ko je poškodovanega Jarovića zamenjal Alen Ožbolt, ki se je pred slabim tednom dni v Domžale vrnil iz Borussije iz Dortmunda. In že po dobri minuti igre v drugem polčasu je napadalec zablestel, takole je z mojsterskim strelom z 20 metrov premagal nemočnega vratarja Počkaja. Torej vodstvo Domžal z 2-1, strelec pa povratnik Alen Ožbolt. 50. oziroma 53. minuta, lepa podaja Žinka proti Batroviću, ta je zaključil strelom, toda na pravem mestu vratar Počkaj. Akcija se je potem še nadaljevala, takole je s podajo poizkušal Firer, toda bil je nenatančen. 62. minuta, stranski avt za Domžalčane, nesporazum v obrambi rumenih, do žoge je prišel Luka Stepančič in takole strelom v spodnji levi kot premagal vratarja Žigo Freliha, ki je le nekaj minut predtem zamenjal Ajdina Mulaliča. Torej, Luka Stepančič je izid izenačil na 2-2. 3 minute pozneje priložnost za Gabra Petrica, na pravem mestu vratar Počkaj. Potem sta kombinirala Adam Gnezda Čerin in Žan Žuže, ki je podal na levo do Vrandečiča, predložek sredino, tam je bil Gaber Petric, ki je iz ugodnega položaja meril za las previsoko. Potem pa 76. minuta, izjemna akcija Veljka Batrovića, takole je podal do Huča, ta je opazil Petrica, ki je odlično prodrl proti vratom in z natančnim strelom v dolgi kot premagal vratarja Počkaja za novo vodstvo Domžalčanov, tokrat s 3-2. Gaber Petric je napadalec mladinskega moštva Domžal. V novem napadu rumeni, kombinacija Batrovića in Huča, potem uspešno preigravanje Batrovića, podaja v sredino, žoga je prišla do Matjašiča, ki je iz ugodnega položaja meril previsoko. Znova v napadu Domžalčani, Petric je bil prehiter za obrambo Dekanov, toda to je reševal vratar Počkaj
in še zadnja priložnost na tekmi, Brači v sredino, Matjašič s strelom in znova na pravem mestu Počkaj. Ja, težko mi grišču smo zmagali 3-2, vsake zmage smo veseli, vendar določene stvari mislim, moramo še popraviti. Tako da gremo spet s tekme v tekmo in počasi bomo prišli do tiste točke, ko bomo izpolnili vse zahteve trenerja, ki nam jih je zastavil. Za konec velja poudariti, da so Domžalčani zadnjo tretjino tekme odigrali s kar 7 člani mladinskega moštva. Povprečna starost ekipe v zadnjih 25 minutah je bila le dobrih 20 let, kar govori o velikem nogometnem potencialu, ki se kali ob Kamniški Bistrici.